Prej ste omenili strategijo SSO-ja, da bi se Zveza slovenske katoliške prosvete v Gorici in Slovenska prosveta v Trstu združili in postali deželna ustanova. Saj do sedaj izgubljata, kot ste omenili, 62 000 evrov. Zakaj pa do tega še ni prišlo? Vedno težje vprašanje, a ne? Radovednost narekuje tako vprašanje. Tukaj Franka ve dobro, koliko časa sem zgubil na tem, v kakšne projekte smo delali s tistimi PowerPointi, ker meni mi so tudi všeč, samo do ene mire, ker potem, če PowerPoint z vsemi puščicami gor in dol, če potem ne priješ do enega cilja, ki ste ga tam, se mi zdi, napisali. Ti kradeš zdaj tle znanje. Ma ne, so tiste, lahko rekel, vsaka knjiga, ekonomska, ki jo kupiš, imaš tam te organigrame, in jaz najraje bi ti odgovoril, pašte predsedniku zvest, dobro, Franko pa doma in prosvet. Tukaj mi je bilo zelo težko, to se pravi, jaz sem, ponavljam še enkrat, zakaj sem to govoril o PowerPointih, ker jaz mislim, da vsaj 3 ali 4 izvršnih odborov smo izgubili čas v tej zavi tukaj. Na koncu smo prišli, da Zveza katoliške prosvete je pobrala Benečijo. Jaz sem pa si želel ne tako, jaz sem želel, da zveze lahko stanejo, mene zanima, kot ime. Vendar, ali da se ustanovi ena stvar nova, di potem pod tistim klobukom postane financirano, to se pravi, da tale zveza deželna in potem se, bi lahko rekel, odstrani tiste pokrajinske mentalitete. Zato, ker jaz sem zelo postal alergičen ta zadevi v pokrajini. No, to danes jutraj se je videlo, da si prišel alergičen. Ja. Alergija je krivo druga. Zato, ker mislim, da zadeva ni več pokrajinska, pač pa bomo gledati malo širše, zato ker samo širše bomo razumeli tudi celotno slovensko manjšino. Nimamo kaj. Benečija ima eno svojo lastnost, Gorica in Trst sta že malo bolj bližje, ker imajo vse šole, vse, kar se zadeva. Tukaj Trst ima tudi bolj primarno stano, to so tiste velike organizacije, zato ker je tudi, bomo tudi razumeti, tudi Goričani bomo razumeti, da tam Trst, zakaj je važno, ker je tudi glavno mesto in tukaj ne more eden Goričan reči, da zakaj mora biti vse tam, je tako in konec. Zato ta zadeva tukaj, da pridemo do ene skupne organiziranosti, jaz mislim, da je potrebna, zato ker tudi delavci, ki v teh ustanovah delajo bolj profesionalno, vse tisto, kar ste tam napisali, lahko potem tudi izrazijo v delovanju. To se pravi, da če jaz hočem narediti eno analizo, če imam 6 uslužbencev, lahko vtegnem. Če imam 2, ne, zato ker eden je odsoten, ker je bolan, drugi samo operativno spotem. Operativno, recimo v Zvezi katoliške prosvete, tukaj s Frankom smo vedno v tem, kot se tudi kregava, mislim, da to je pozitivno. Vidite, konflikti in potem kompromisi, kot smo se učili. Smo prišli tudi, da imajo recimo združenje cerkvenih pevskih zborov in zveza ima eno sobo. Se pravi, da v momentu, zakaj? Ker na eni strani je bil samo en delavec, na drugi strani takrat je bil samo en delavec, potem se je pol dvigala zveza in v momentu, ko je eden bil odsoten, ni telefonsko odgovarjal na drugo. Se pravi, se zdi, da je to malo, ampak to je ta stvar velika in mislim, da tisto, kar dela eden, dela tudi lahko drugi in se to izmenjuje, to tudi mnenja in tako dalje. Mislim, da sodelovanje je eden tistih elementov, ki smo ga od začetka upoštevali pri developmentu, s tem, da je ta izobraževalni tečaj tudi v sklopu projekta Merkur Špacapan zastavimo skupne moči za skupne cilje. Torej, v slogi je moč. Dobro, naslednje vprašanje. Čas teče, kar naprej.